Lepo pozdravljeni. Namen moje kratke predstavitve bo medknjižnična izposoja elektronskih virov z rahlim poudarkom na elektronskih knjigah. V bistvu ne gre za izposojo, ker v bistvu pri elektronskih virih si ne rabimo ničesar vrniti. Se pravi, da gre za omogočanje dostopa do elektronskih virov in pa za deljenje, in sicer medknjižnično deljenje elektronskih virov. Kot sem že rekel, člankov, elektronskih časopisov in elektronskih knjig. Zdaj, če bi vas vprašal, ali medknjižnično je možno izposojati elektronske knjige, velika večina vas bi rekla nikakor ne, ker to ni v skladu s pravili in je podvrženo zakonskim omejitvam. Zdaj, če pogledamo v svet, če pogledamo, kako poteka medknjižnična danes v svetu, lahko rečemo, da si knjižnice vse manj izposojajo fizičnih izvodov in gradiv in vse več delijo elektronskih virov. Ta graf lepo prikazuje, je čist nov, lepo prikazuje izmenjavo elektronskih vsebin med knjižnicami v svetu, v globalnem resource sharingu. Zdaj, mislim, da je treba poudariti vse knjižnice, ki sodelujemo pri tem na določenih platformah in si to izmenjujemo preko določenih programov zaščitenih. Vse knjižnice smo tako dobavitelji kot prejemniki e-gradiv. Se pravi, to je ta resource sharing. Ker včasih v klasični medknjižnični ste imeli par knjižnic dobaviteljic, recimo British Library, ne vem, Berlin, Library of Congress, drugi smo bili pa naročniki. Zdaj je prav vsaka knjižnica, ki sodeluje v funkciji ima eno in drugo vlogo. Zdaj pa je treba kar takoj tle, bom posebej izpostavil in poudaril. Knjižnice delimo elektronske vire skladno z zakonodajami svojih držav in z založniškimi pogodbami. Tle so precejšnje razlike med Evropo in Združenimi državami Amerike, pa zaradi tega recimo, naša knjižnica ne deli vsega, kar ima v elektronski obliki. Medtem ko zahvaljujoč velikemu številu naših partnerjev lahko pridobimo zelo veliko gradiva. Kako to poteka? Se pravi, delimo samo toliko, kot nam dovoljujejo, bom potem na primerih pokazal, dovoljujejo založniške pogodbe in zakonodaja avtorskega prava. Se pravi, pri tem uporabljajo knjižnice nove tehnologije, programi tako za prenos in deljenje teh virov, in tudi knjižnice iščejo pri tem vedno nove načine digitalizacije in posredovanja. Zdaj, če pogledamo najprej elektronske vire v knjižnicah. Knjižnice razpolagamo vse več z elektronskimi časopisi, elektronskimi viri in tudi elektronskimi knjigami. Predvsem v Evropi, kot sem omenil, elektronske knjige niso dostopne medknjižnično. Zajemajo te viri pomemben del knjižničnega fonda. Nekatere knjižnice v Združenih državah Amerike, s katerimi mi redno sodelujemo in veliko, recimo posedujejo, so v glavnem samo elektronske knjižnice. Pri teh elektronskih virih se seveda vsi zavedamo, da so
da imajo omejen dostop te viri za uporabnika, kaj šele za medknjižnično izposojo. Zdaj pandemijo COVID-19 v ZDA je prišlo do nekega porasta medknjižnične izmenjave e-gradiv, tudi elektronskih knjig. Knjižnice so spodbujale to izmenjavo gradiv po elektronski poti, kadar je le možno. Zdaj, tudi bom pokazal, ampak bom mogoče še parkrat v različnih kontekstih poudaril, da je pri tem deljenju nujen razvoj tehnične opreme, se pravi secure electronic delivery. In pa razreševanje ter pridobivanje pravic pri založnikih. Fizične razdalje postanejo tako nepomembne. Se pravi, v tem času nikoli nismo imeli večjih težav s pošto in carinami pri pošiljanju fizičnih gradiv, kakor imamo recimo zadnje 2-3 leta. Pošta potuje neomejeno samo znotraj EU-ja. Vse druge pošiljke se v bistvu zaustavljajo pri carinah. Zato so ta prehod na elektronske prenose zelo dobrodošel. In mislim, da je v tem tudi neka bodočnost. Zdaj moram poudariti, najprej nek okvir, v katerem poteka ta World Resource Sharing in katerega del je naša knjižnica. Gre za globalno mrežo, v tem sistemu sodeluje že več kot 10.000 knjižnic iz 170 držav, imamo do 2 milijarde enot gradiva dostop, več kot 10 milijonov elektronskih knjig, mislim, da jih je celo 60. Zdaj pa to ne pomeni, da vsi vse delijo ali pa da vsi vse delimo. Te zelene označene države so tiste, s katerimi imamo dejansko neposreden dostop do njihovih vsebin in si jih lahko delimo. Zdaj, za samo razumevanje izposoje elektronskih knjig medknjižnično je, mislim, pomembno to, ta Boston Library Consortium, ki je začela s to izposojo. Pripravili so postopke za izposojo e-knjig in jih uskladili v procedurah z licenčnimi pogodbami. Predvsem je bila njihova naloga, da so izdelali natančne načrte, kako izposojati e-knjige medknjižnično in razširiti to mrežo. Najprej so raziskali možnosti, seveda tudi ovire za deljenje elektronskih knjig medknjižnično. Tle moram poudariti, da ovire so bile številne, saj so še vedno v Evropi so v bistvu te viri zaprti za deljenje, to ponovno poudarjam. Pripravi tudi dokumentacijo za podrobne postopke elektronske izposoje knjig. Potem pripravi usklajuje te dogovore z založniki in pripravi licence in natančno tudi določijo način prenosa. Eden izmed načinov je ta article exchange, obstajajo pa še drugi sistemi. Mi v NUK-u uporabljamo tega. Se pravi, tole usklajevanje je trajalo 10 mesecev, 10 knjižnic je to pripravljalo.
Kot vemo, e-knjiga je licenciran vir in ni v javni domeni. Zato so bile te dogovori še toliko bolj mukotrpni in da so dosegli dogovore. Založniki so določili tudi, kaj in koliko lahko knjižnica deli medknjižnično. Zdaj ta skupina omogoča posredovanje e-knjig medknjižnično do leta 2024, nekje septembra je bil to nek projekt. Zdaj pa je to že postal del storitve teh knjižnic. Določili so natančno založniki, te skupine niso enotne in imajo različna dovoljenja. Nekatere, kot bomo videli, izposojajo cele knjige. Mnogih knjižnic, samo tiste knjižnice, ki izposojajo cele knjige, ne morejo izposoditi od vseh založb. Imajo dogovore samo z določenimi založbami. Nekatere izposojajo samo poglavja in posredujejo pa vsem knjižnicam znotraj OCLC resource sharinga, ILL, seveda, vkolikor imajo sklenjene te pogodbe za določeno založbo in za določen naslov. Nekatere tudi posredujejo zgolj znotraj konzorcija. Te pogodbe se spreminjajo, tisti, ki sklepate te pogodbe z založniki, zelo dobro veste, da se pogodbe sklenejo od 1.1. do 31.12. In to, kar je letos velja, ni nujno, da bo veljalo naslednje leto. Se pravi, bistveno pri tem je tehnična oprema in programi za varno posredovanje. Te programi se non-stop izpopolnjujejo. Tle moram omeniti, ker tudi založbe se bojijo v bistvu najbolj se bojijo tega nekontroliranega širjenja teh elektronskih knjig po spletu. Se pravi, če omenim še, da posredujejo v glavnem univerzitetnim knjižnicam, to so tudi ena določila za nekomercialne namene, v skladu seveda z copyright 17 zakonodajo ZDA. Z založbami določijo, so sklenili točno število dostopov do e-vira, ki ga lahko delijo medknjižnično, sklenejo z določenimi založbami. Zdaj, tam smo videli, da sodelujemo v resource sharingu, sodeluje nekaj več kot 10.000 knjižnic. Od tega recimo ene 6.000 knjižnic posreduje medknjižnično tudi elektronske vire v takšni ali drugačni obliki. In od teh 10.000 knjižnic 30, trenutno 32 knjižnic posreduje cele e-knjige medknjižnično, katerikoli, in to v katerikoli državo, preko tega sistema resource sharing. Ko sem jaz te prosojnice delal, je bilo še 28 knjižnic. Prejšnji teden sem pogledal, trenutno jih je 32. Zdaj, drugo leto ni nujno, da jih bo 32. Morda jih bo 38, morda jih bo pa 22. Zdaj, te kopije elektronskih knjig potujejo po enaki poti preko Article Exchange, ki zagotavlja varni spletni dostop do vseh vrst gradiv. E-poglavja, e-članke in seveda e-knjige. Tako nekako izgleda tudi
potem knjiga je shranjena na spletnem naslovu, priložijo geslo in ga potem posredujemo uporabniku. Zdaj moram tle omeniti, e-mail ni varen način posredovanja, tudi WeTransfer ne. Založbe v ZDA natančno določajo, kaj in na kakšen način. Tudi predpisano je, kako lahko naročamo. Naročamo lahko samo preko OCLC Resource Sharing ILL, to je recimo posnetek zaslona elektronskega naročila, ki ga uporabljamo. Obstajajo pa še eni drugi sistemi, kot je Tipasa in eni, ki jih v Ameriki tudi uporabljajo. Zdaj, to je primer, kako naročimo recimo elektronsko knjigo. Izberemo seveda ne med tistimi 8, recimo, če ima ta naslov mogoče, ne vem, 850 knjižnic, mi lahko izberemo samo med tistimi dobavitelji, ko najdemo tale naslov, ki posojajo elektronsko knjigo. Tle vidimo pod Lenders, da so to samo 4 knjižnice v svetu, v Združenih državah Amerike in Kanadi, ki medknjižnično ta naslov dejansko izposojajo. Mi pošljemo elektronsko naročilo kar vsem 4, zdaj včasih odgovori pozitivno 2., 3., 4., 5. ali pa nobena. Tu je že prva odgovorila, nam je tle na desni strani, je v ta isti elektronski obrazec za naročilo, je shranjena knjiga in jo posredujemo našemu naročniku. Se pravi, ta elektronski program je zaščiten, omogoča iskanje, izbor dobavitelja, potem naprej je to nek avtomatizem, naročila sama potujejo in se tudi potem vrnejo. Naročila grejo samo preko aplikacij OCLC Resource Sharing, da ne bi kdo napačno razumel, recimo, da lahko naročimo tudi preko e-pošte in bomo dobili preko e-pošte v, ne vem, PDF formatu. V teh elektronskih naročilih je treba tudi poudariti, so shranjeni tudi vsi podatki našega naročnika. In tle je recimo še en drugi način naročanja, ta naslov recimo imata samo 2 knjižnici, jaz vem že na pamet, ker je Sigl samo 30, da gre za eno, tokrat gre za eno kanadsko knjižnico, ki nam je posredovala preko Klija. In tle piše, da je dokument, elektronska knjiga, nared za prevzem, to prepošljemo uporabniku, spodaj je pa vedno neko opozorilo za univerzitetne zaposlene, študente, neprofitne ustanove, potem pa še zraven priložijo neka kratka navodila, kaj in na kakšen način lahko uporabnik in koliko časa in kolikokrat lahko vstopa v določen dokument. Recimo, to so tudi precej različni dostopi. Včeraj ali predvčerajšnjim smo prav tako dobili eno knjigo iz Združenih držav Amerike od ene knjižnice, kjer je pa malo spet drugačen način, kjer piše, uporabnik lahko dostopa do e-knjige do 25. decembra, se mi zdi, ne? Zdaj, pri tem bi izpostavil, da je ta avtorsko-pravna, a lahko vprašam, a sem že presegel?
Kar za umeru zaključi, Silvija. Aha, v redu. Avtorsko pravna zakonodaja je predvsem zelo omejujoča, tle so tehnološke ovire pri nas, ki jih bi morali nekako urediti, da bi lahko delili v večji meri tudi pri nas dele iz, vsaj dele elektronskih knjig. In te elektronski viri pri nas so zelo ena taka siva cona, mislim, da je tudi krivda na naši strani knjižničarjev, ker premalo poznamo te pogodbe in smo tudi premalo proaktivni v slovenskih knjižnicah. Tle bi morali nekako več tudi založniki pridobiti nekih dovoljenj, da bi knjižnica lahko v čim večji meri delila z našimi uporabniki te vire. Zdaj, se pravi, gradivo pridobimo iz kateregakoli dela sveta. Poudaril bi še ta express delivery. Mi pridobimo lahko iz, ne vem, 1800 knjižnic iz tega globalnega sistema v gradivo v elektronski obliki, ne vem, v 10-15 minutah. Če naročim recimo 3 zadeve hkrati, prva je že na mizi, še tretje nisem uspel naročiti. Hkrati pa največ 2 dni od naročila do prejema traja. Se pravi, jaz in če zaključim, knjižnice počnejo, kaj knjižnice počnejo z e-viri, predvsem to je bil moj namen, kaj bi lahko še in kam se razvijajo te procesi v svetu. Omejil sem se pa namenoma na ta aplikativni vidik, uporabni. Pravni vidik sem namenoma zanemaril, ker mislim, da bi potem lahko pripovedoval ali povzemal 1 dan najmanj, ne. Tako da to bi bilo z moje strani, da ne bom predolg. Se pa vedno lahko na nas obrnete neposredno na takšen ali na drugačen način za pojasnila in pogovore. Hvala.